sporočilo pride skozi različne kanale, v smislu, pride skozi misel. Potem se ti zgodi, da ti še ena oseba, ki te sreča, ti isto stvar pove. Potem se vozaš in vidiš na jumbo plakatu ob cesti isto stvar. Potem odpreš radio in en poje pesem, ki prav to sporoča. In potem imaš še občutek v trebuhu naslednji dan, ko se zjutraj zbudiš, evo, spet. Se pravi, tvoji angeli, ko ti prosiš za sporočilo, ko ti vprašaš nekaj, takrat oni rečejo, akcija, zavihajo svoje rokave in grejo pošiljati sporočila skozi vse žive mogoče kanale. A danes govorimo o tem, kako mi vemo, da sporočila, ki jih mi prejemamo, nam pošiljajo naši angeli, ne da se izmišljuje naš Meni velikokrat udeleženci mojih dogodkov rečejo, Tjaša, jaz dobim neke občutke, jaz dobim neka sporočila, jaz imam neko intuicijo razvito, ampak kako ne jaz vem, da se to ne izmišljuje moj da se to ne izmislim kar sam, ampak da je dejansko sporočilo izvira, da je resnično sporočilo s strani angelov. In danes ti bom povedala ključne razlike, kako veš takoj, kako veš, iz kje prihaja sporočilo. Moji udeleženci dogodkov mi velikokrat rečejo, da so odprti, da dobijo sporočila v obliki misli, v obliki občutkov, ampak da jih je vedno strah, ali je to sporočilo resnično strani angelov. In v bistvu me ves čas sprašujejo, kako naj vejo razliko. In tudi moji tečajniki na tečaju Celestial Inspiration, kjer jih učim povezave skozi to tehniko, ki sem jo sama natrenirala, izumila in izpilila. Se prav tako moji tečajniki na začetku jih je strah, kako bodo oni vedeli, da je sporočilo resnično od angelčkov. In danes ti bom povedala, kako veš. Prva, zelo, zelo pomembna stvar je ta. Angeli nam vedno pošljajo sporočilo, ki se večkrat ponovi. Se pravi, naši angeli vejo, da smo mi obremenjeni, pa malo službo, pa včasih s kakšnim odnosom, pa da šibamo, pa norimo po svojem svetu, pa da nismo v sedanjem trenutku, pa da se nam ogromno stvari dogaja. Oni vejo, da smo pač mi busy, In zato, ker sporočilo, ki ga imajo oni za nas, oni res hočejo, da ga mi slišimo, kar storijo je to, da sporočilo pošljajo večkrat, Pošljajo ti enkrat, pa vidijo, če se prime, pa ti pošljajo še enkrat, zdaj si že malo zaznal, da nekje je. Skratka, oni so zelo, zelo vztrajni in nam sporočila pošiljajo večkrat. Se pravi, prvi znak, kako veš, da je sporočilo strani tvojih angelov, je ta, da se sporočilo večkrat ponovi v nekem časovnem obdobju. Pa ne samo to, sporočilo pride skozi različne kanale, v smislu, pride skozi misel. Potem se ti zgodi, da ti še ena oseba, ki te sreča, ti isto stvar pove. Potem se vozaš in vidiš na jumbo plakatu ob cesti isto stvar. Potem odpreš radio in en poje pesem, ki prav to sporoča. In potem imaš še občutek v trebuhu naslednji dan, ko se zjutraj zbudiš, evo, spet. Se pravi, tvoji angeli, ko ti prosiš za sporočilo, ko ti vprašaš nekaj, takrat oni rečejo, akcija, zavihajo svoje rokave in grejo pošiljati sporočila skozi vse žive mogoče kanale, zato da bo sporočilo prišlo k tebi in da ga boš ti v svojem polnem, razburljivem življenju dejansko ujel. Se pravi, to je prva stvar. Naš je pa drugačen, Naš pa nima te vztrajnosti, Naš pa leta iz cveta na cvet, iz ene misli v drugo misel, tretjo misel, četrto misel, stalno se nekaj dogaja in nima te konsistentnosti. Se pravi, vedno veš, da gre za angelsko sporočilo, ko je sporočilo ponavljajoče se in se ves čas enako sporočilo predaja. Se pravi, naslednjič, ko boš dobil neko misel, ko boš dobil sporočilo angelov in si boš vprašal, a je to res od angelov, bodi samo pozoren okrog sebe, pet normalno v dan, bodi bolj prisoten in bodi pozoren, kje še pride sporočilo. In če pride sporočilo dejansko v skladu s tem, kar so ti angeli poslali. In naši angeli, ko ti imajo sporočilo za predati, ti ga bodo oni predali
v istem smislu. Se pravi, oni ne bodo enkrat rekli, pejt tja, pa pa rekli, ne, v bistvu ne, pejt rajš tja. Njihova sporočila so zelo konsistentna. Se pravi, če jih ti sprašuješ, recimo, če jih ti sprašuješ za nek partnerski odnos, recimo, pogosto to sprašujemo, ne? In ne veš, si v partnerskem odnosu nekaj časa, pa pride tisto obdobje, ko ne veš, a je to res pravi partner zate, a ne, in začneš ti angele spraševati, ne. In če je ta partner res pravi zate, ti bodo angeli ves čas dajali potrditve in ti bodo ves čas kazali, da ja. Ne samo, da ti bodo rekli ja in te bodo spodbujali, dobil boš kar neke priložnosti, da se s to osebo še bolj povežeš. Zato, ker naši angeli so izjemno iznajdljivi in oni bodo rekli, ona zdaj razmišlja, da mogoče ta partner ni pravi za njo oziroma za njega. Torej, moramo jih poslati sporočilo in potem ti pošljajo sporočilo v obliki ene pesmi, kjer ti poje, we love each other so much, in ti pošljajo neko pesem, ki je čista ljubezenska pesem in ti ob tisti pesmi tudi začutiš nekaj, ne? Ni samo pesem, ki gre mimo tebe, ampak nekaj se te dotakne. In potem čez nekaj časa, spet pošljajo sporočilo, da ti dajo potrditev, ta partner je recimo pravi zate, Pol pa, glej ga zlomka, sodeluješ v neki nagradni igri in pol zadaneš še masažo za 2 v nekem super masažnem salonu, in ti rečeš, kako sem jaz srečko, ampak v bistvu so ti to tvoji duhovni vodniki zrežirali, ker so rekli, sprašuje nas, če je ta partner pravi zanjo, pa moramo ji dati znaka, In oni uporabijo vse žive možne veze, da k tebi prinesejo to sporočilo. Pa vidite, spravite, da se strinjate. In torej prvo, kar potrebujemo vedeti, je to, da naši angeli bodo sporočilo ves čas ponavljali in bo enako sporočilo. In ti bodo skozi različne kanale prinesli tvoje sporočilo. Druga stvar, kako vemo, da sporočilo prihaja s strani naših angelov in da se ne izmišljuje tega naš je ta, da je sporočilo vedno ljubeče. Sporočilo je vedno lepo, pozitivno, ljubeče in ko ga dobiš, te objame tak občutek, da se ti počutiš lepo. In to je zdaj pa že tretji znak, da je to sporočilo od tvojih angelov. Se pravi, vedno nekaj je, da je sporočilo ljubeče, da je vedno pozitivno usmerjeno, da je vedno usmerjeno v razrešitev. Nikoli ni v potenciranje problema, ampak vedno v pozitivno. Tretji znak pa je, da ti sporočilo čutiš, hvala za srčke, čutiš s celim telesom. Sporočilo angelov ti čutiš. Celo tvoje telo, cela tvoja energija zavibrira s tem sporočilom. Občutek je drugačen kot takrat, ko se s tabo igra tvoj Pa gremo zdaj malo nazaj. Rekli smo, prvo je, da se sporočilo stalno ponavlja in da pride skozi različne kanale. Drugo je, smo rekli, da je sporočilo vedno pozitivno. Mene velikokrat udeleženci mojih dogodkov vprašajo, ali pa ljudje, ki jim povem, da sem medij, pa ne vejo točno, kaj to pomeni, in me vedno vprašajo, pa rečejo, Tjaša, ampak a ti angeli, to so skozi pozitivni, mislim, kaj pa če kaj tazga, kaj če kaj tazga vprašaš, a oni vedno samo pozitivne stvari razlagajo. Lejte, naši angeli bodo vedno povedali resnico in ne glede na to, kaj ti sporočajo, lahko ti bodo včasih sporočali, ta partnerski odnos pa zate ni pravi, ampak način, kako bodo oni to povedali, besede, ki jih bodo izbrali, energija, ki bo prišla v prostor v tistem trenutku, bo tebe odprla tvoje srce, zato da boš ti lahko to slišal in sprejel, da ne boš v uporu. In angeli vedno povejo resnico. Je pa res, da je od nas odvisno, ali smo mi v tistem trenutku sposobni to sprejeti. Angeli vedno pripravijo tako vzdušje, da si ti čim bolj odprt. Ampak če smo mi zelo v jezi in če smo mi zelo v uporu, potem ne glede na to, koliko oni dajo ljubezni, ti še vedno lahko izbereš, da boš jezen. In meni se je že velikokrat zgodilo, vam bom zdaj povedala en primer. Pred leti
sem kanalizirala v individualnem srečanju, sem kanalizirala angele za enega gospoda, ne, ki je prišel k meni. In on je pač nekaj spraševal, zdaj ne vem točno, kaj je spraševal, zato ker pač jaz te stvari pač se pozabim, ne. Ampak angeli so mu povedali drugačen odgovor, kot je on pričakoval, ne. On je hotel, da oni rečemo njemu, ja, to je ful dobro, nadaljuj s takim načinom življenja, ampak v bistvu tak način življenja, kot ga je on takrat živel, ni bil dober, ne zdrav za njega. In so angeli rekli, poglej, ne, pač to ni najboljša pot zate. In so mu vse razložili, so mu povedali, kaj naj rajš počne, kako naj rajš deluje. Se pravi, so mu odprli čist nek nov prostor, kako lahko on in cel nov svet so mu odprli, kako lahko on naprej živi, ne. Ampak on je hotel, on je na vsak način hotel, da njemu angeli dajo zeleno luč za tisto stvar, katero se je on zapičil. In on je postal toliko jezen na to, kar sem jaz njemu govorila, ne. On je postal toliko jezen, da je kar vstal iz kavča, ne, iz tisto agresijo, iz tisto jezo. In v tistem sem se jaz rekla, to je bilo, ravno sem začela jaz takrat s tem mojim delom, ne. Jaz sem bila še čist frišna in meni je bilo, moj bog, on je bil toliko jezen, jaz sem se dejansko ustrašila, da bo on mene tam kar prebutal, ker je bila to taka jeza. In v tisti paniki, ne, sem bila jaz tako, ok, angeli, kaj ne zdaj jaz naredim, ne. Jaz sem tam sedela, mižala, kanalizirala, on pa tam, ne, v luft in ves jezen in začne kril z rokami in prav čutila sem ga, ne. Jaz sem imela zaprte oči in v tistem sem bila jaz, ok, angeli, a ne, zdaj odprem oči, pa ne jaz padem ven iz mojega kanala, pa da ga umirim, ali kaj naj naredim. In so oni meni rekli, Tjaša, samo naprej govor, kaj bomo mi govorili. In jaz sem samo naprej kanalizirala. In oni so njega mirili, in oni so njemu samo ponavljali. In so mu z toliko različnih načinov predstavili to, kar so oni njemu v bistvu hoteli povedati, da naposled se je on res umiril in se je usedel in se je umiril. In potem se je energija čisto spremenila, ne? Ker so oni toliko časa s to svojo ljubeznijo, s to svojo lepo energijo njemu pošiljali to sporočilo, da se je on dejansko čisto umiril. In na koncu, ko sva zaključila, ko sem jaz odprla oči, prišla ven, ne, je on imel solzne oči in je on se mi dobesedno priklonil se mi je in je rekel, Tjaša, kaj tazga je še v življenju nisem doživel, pa sem si mislila, ja, jaz tudi ne. No, in mi reče, poglej, jaz sem bil toliko jezen, ker oni meni niso dali zelene luči tam, ker sem jaz hotel, ne. In sem res ratal jezen in jaz sem mislil, da bom kar šel, ker sem bil toliko jezen. Ampak so bili toliko vztrajni, toliko so mi skozi govorili eno in isto, da sem se ustavil in sem začel poslušati. In je rekel, veš, kolikrat se jaz v življenju znajdem v situaciji, ko bi najraje vse pustil in bi samo šel in sem toliko jezen, rekel, zdaj pa vidim, da se da tudi v bistvu z jasnostjo iti skozi to, da lahko dojamem drugo stran zgodbe. In ta trenutek je njemu spremenil življenje, ne? Zato, ker je dejansko so angeli z energijo, z vsem tem, kar so oni njemu pošiljali, so njemu pomagali odpreti njegovo srce, da je šel ven iz jeze, ven iz agresije. In zakaj zdaj to pripovedujem? Zato, ker mi imamo še vedno svobodno voljo. In če tebi angeli sporočajo neko lepo sporočilo, a ne, pa je kljub vsemu to sporočilo drugačno, kot si ti zamislil, ti lahko rečeš, ne, to zih ni res, ne. Meni so že velikokrat angeli rekli kaj tazga, kar res nisem hotela slišati. Priznam. Sem bila zaljubljena in sem rekla, jaz hočem biti s tem moškim, to je to, jaz hočem, ne. In so oni meni rekli, ja, ne, Tjaša, ne, pač to ni to. In sem kar nehala z njim govoriti za nekaj časa, ne z njim, z njimi, z angelčki. Jaz sem bila tako en teden, sploh nisem z angeli komunicirala, ker sem bila jezna na njih, kako si oni drznejo, ne, reči ne, jaz pa toliko zaljubljena. In potem, ko sem se umirila, sem šla še enkrat poslušati, kaj so oni meni povedali, ne. In potem sem videla, lej, se imajo v bistvu res, ne, se imajo prav. In sem se umirila in sem sprejela to, kar so mi povedali. Se pravi, sporočilo angelov je vedno ljubeče, je vedno usmerjeno pozitivno in oni ti bodo vedno navdihovali. Ne bodo ti samo rekli, lej, to ni prava pot zate, oni ti bodo vedno rekli, kaj pa je prava pot zate. Ne? Vedno te bodo usmerjali v pozitivno, vedno te bodo usmerjali v korak naprej.
In to je pač ta drugi znak, kako vemo, da sporočilo pošiljajo angeli. Zato, ker so vedno sporočila spodbudna, motivirajo te, ljubeča, a ne. Ok, tretje, kar smo rekli, tretje, je pa to, da vedno, ko angeli pošljajo sporočilo, ga pošljajo z energijo, prvo pošljajo z energijo, potem pa z mislijo ali z občutkom ali sliko. Vedno najprej pride energija. Naučiti se moramo, da vedno je vse najprej energija, na to je fizična realnost. To, da imaš ti to fizično telo, ni nastalo samo zaradi tega, ker sta se združila jajčice pa spermi, ampak zaradi tega, ker je bila energija, ker se je zgodila energija povezave med tvojim očem in mamico, in je potem to lahko ustvarilo, da si pač ti nastal. Vse nastane najprej iz energije. Zakaj se zaljubimo? Zakaj se z nekom povežemo? Zakaj postanemo prijatelji? Mi mislimo, imamo enake interese, pa ful dobro zgleda tale tipček tlele, zato je on meni všeč. Zato, ker se z energijo začutiš. Zato, ker ti zaznaš vibracijo te osebe in te paše ta vibracija te osebe, In zato tudi vidimo, včasih potem pa čez nekaj let srečaš isto osebo, ki ti je bila nekoč noro všeč, pa enak zgleda. Ampak ni energije in nisi več povezan. In torej vse je vedno energija, na to je fizična realnost. In to, da se mi tukaj zdaj pogovarjamo in da ti mene poslušaš, je zato, ker ti čutiš mojo energijo. Ne zaradi tega, ker imam jaz tako lepo sliko tukaj v zadnji, ampak zato, ker ti čutiš mojo energijo. In torej, kar danes želim, da ozavestimo skupaj, je to, da ko nam angeli pošljajo sporočilo, kar se zgodi, je, da mi z energijo zaznamo to sporočilo, predno naše misli to dojamejo. In energija angelov je vedno lepa, mirna, ljubeča. In v bistvu, ko ti dobiš sporočilo od angelov, ti čutiš, da se ozračje spremeni. Mogoče na neki točki, mogoče kdo še ni toliko senzitiven, da bi to zaznal, ampak zdaj, ko to veste, boste bolj odprti in boste dejansko bolj pozorni na te stvari. In torej, kaj se pa zgodi, ko nam pošilja sporočila? Ko nam pošlje sporočilo, ga ti ne čutiš nikjer. Ga samo veš. In kaj se zgodi? Ko mi dobimo sporočilo iz ko se igra z nami, takrat gremo mi vedno v paniko, strah, žalost, objokovanje, jezo, vznemirjenost. Vedno gremo v neko negativno čustvo. Vedno. Ti nikoli ne bo dal misli, ob kateri se boš ti počutil ful, Angeli pa to naredijo, Angeli, čeprav porabijo tvoje možgane, tako kot porabi tvoje možgane, je občutek, kako ti to sporočilo dobiš drugače. Ok, in na te stvari bodimo pozorni. Se pravi, prvo smo rekli, če samo obnovim, prvo smo rekli, da angelčki vedno pošljajo sporočil več naenkrat in skozi različne kanale. Vedno je sporočilo usmerjeno v dobro, je pozitivno, nas nekam vabi, nas navdihuje. In tretje, občutek, ko dobimo sporočilo, je zelo lep. In mi kar čutimo s celo energijo, da je to. Ampak zato, ker smo pač v zemeljskem svetu in imamo naš se bo še vedno zgodilo, da bom kdaj rekel, kaj pa, če to ni res. Ampak zdaj, ko veš, na katere 3 stvari moraš biti pozoren, na katere 3 znake moraš biti pozoren, si samo te znake po vrsti naštej. Ok, jaz sem dobil več znakov, bom pozoren. Ok, a je bilo sporočilo spodbudno? Ja, je bilo. Kako sem se počutil? Mega sem se počutil. Evo, veš, da je to sporočilo strani angelčkov. Evo, in to vam bo zdaj pomagalo. To so taki čist preproste stvari, ki jih želim z vami deliti, ki jih lahko takoj vpelješ v življenje in ti takoj pomaga, da takoj vidiš, od kje sporočilo prihaja. Zdaj pa za čist konec, če ima kdo še kakšno vprašanje, mi postavite vprašanje. Sicer bi vam pa za čisti konec povedala še razliko med tem, da smo mediji za sporočila iz naših angelskih svetov in kakšna je razlika med, se pravi, biti medij in imeti močno intuicijo. Tukaj je zelo velika razlika. Sama sem opazila, da v našem svetu dejansko sploh
zamenjujemo vse te pojme. Ne? Pa to ni isto. Imeti dobro intuicijo in biti medij, to ni enaka stvar. A ne? Je dejansko zelo velika razlika. Zdaj pa, da bom jaz to lahko ti pokazala, ti moram nekaj narisati. Se pravi, to smo mi in prvo polje, ki je okoli nas, je polje intuicije. In drugo polje, ki je okoli nas, je pa polje univerzalne resnice oziroma univerzalne zavesti, kjer bivajo angelčki. In torej, v tem prvem polju, to smo mi. To je naša zavest duše. Se pravi, to pomeni, da ko ti prideš v življenje, ne, to ni tvoje prvo življenje verjetno, si že imel kakšno življenje, in ko ti prideš v življenje, ti s sabo prineseš določene informacije. Ne samo iz tvojega izvora, se pravi iz tvojega dušnega kraljestva, kjer se je tvoja duša rodila. Kaj točno to je, bom govorila mogoče v kakšnem drugem videu, ker to je cela debata in imam ogromno za povedati. Ampak dušno kraljestvo je dejansko tvoj izvor, kjer se je tvoja duša rodila in vsaka duša se rodi nekje drugje. In torej, ko ti prideš iz izvora, ko ti prideš iz svojega dušnega kraljestva, prideš ti na planet Zemlja. Ne? In ko ti prideš na planet Zemlja, ti prineseš zavest svoje duše, se pravi zavest vseh svojih preteklih življenj in zavest tvojega dušnega kraljestva. Se pravi, ti prideš že z nekim paketom. Zdaj, če bi bil ti prvič na planetu Zemlja, bi imel samo zavest tvojega dušnega kraljestva. Ampak zato, ker večina med nami je že bila utelešena v različnih dobah planeta Zemlje, pa na različnih drugih dimenzijah obstoja, pa planetih, pa delčkov vesolja, imamo s sabo ta balon zavesti, ki vpliva na naše današnje življenje. Potem je pa še ena stvar, ki vpliva na naše današnje življenje in to je naše izkušnje od zdaj. Kakšno je bilo tvoje otroštvo, kaj se je dogajalo v tvojih najstniških letih, vse, kar se je dogajalo do zdaj. Se pravi, če gremo še enkrat pogledati, ti imaš v svoji zavesti duše svojo energijo duše, se pravi kraljestva, odkoder prihajaš in tvoje kraljestvo ima neko svojo energijo. Drugo, kar imaš, je tvoja pretekla življenja, spomin, ne? In tretje, kar imaš, so življenjske izkušnje do zdaj. In vse te tri stvari imaš ti v sebi. In vse te tri stvari vplivajo, poglej, na tvoje prvo polje. In to je polje intuicije. Se pravi, svet univerzalne resnice, oziroma ta balonček, o katerem smo mi včeraj govorili, kjer so angeli, kjer so vsi odgovori, ta svet je pa na drugi strani tvoje zavesti. Se pravi, če si tukaj ti, na drugi strani je ta svet. Če še enkrat slikico pogledamo. Zakaj vam to tako natančno razlagam? Zato, ker je res pomembno, da razumemo, kakšna je razlika med intuicijo in med tem, da okrepimo svojo povezavo. Ker to je veliko bolj natančno in veliko bolj resnična sporočila dobimo. Če še enkrat pogledamo, tukaj smo mi. In to prvo polje je polje intuicije. In to pomeni, da dejansko v to polje pride kakšno sporočilo iz sveta angelčkov. Ampak to polje je večinoma obarvano s strani naših preteklih izkušenj, naših preteklih življenj, naše zavesti duše. In to pomeni, da ko se ti postaviš vprašanje in ga nikamor ne nasloviš, v smislu, dragi moj angelček, povej mi to, ga nikamor ne nasloviš, samo vprašaš, boš ti dobil odgovor iz tega polja. Iz vsega, kar je okrog tebe. In v tem polju ni samo tvoja zavest duše, ampak so tudi druge zavesti. Se pravi, skozi svojo intuicijo boš ti zelo redko dobil sporočilo, ki je zelo kontra temu, kamor tudi ti sicer razmišljaš. A ne? Lahko bo nek nov pogled na tvoje življenje, ampak ne bo neki čist XY. Ne? Ko pa se mi povežemo skozi naš kanal, včeraj sem v videu več o tem govorila, ko se pa mi povežemo skozi naš kanal, ki ga ima vsak izmed nas, z izvorom, z univerzalno resnico, z angeli, gremo pa mi preko tega, kar je v našem svetu normalno. Gremo preko tega, kar je naša dušna zavest. Gremo do najvišje resnice, ki obstaja. In včasih dobimo odgovor, ki nam ni razumljiv. Ne, da nam ni razumljiv, ampak ni nam na prvo žogo, nam ni, da bi ti na to pomislil. A veste, kolikrat sem jaz že kanalizirala sporočila angelov in ko je sporočilo prišlo dol, sem bila tako,
Wow, jaz pa na to sploh še nikoli nisem pomislila, da bi na tak način se lotila ene stvari, a ne. Recimo, ko sem bila zdaj bolna, ne, in so mi angeli dali nek tak trik, kaj naj delam. In jaz sem to delala in meni je bilo najprej tako, okej, a to bo sploh delovalo, ne, jaz še nikjer nisem slišala, da bi to pomagalo, ne. Se pravi, v moji zavesti ni bilo, da to pomaga. Ampak sem rekla, jaz zaupam, ne, jaz vedno zaupam, kaj meni angeli reče. In sem rekla, v redu, bom jaz to počela. In jaz sem tisto konkretno vajo počela in a veste kaj, dejansko je delovalo. In torej, razlika med intuicijo in med povezovanjem z duhovnimi vodniki je v tem, da ko se ti povežeš z duhovnimi vodniki, ti dobiš najbolj natančna, najbolj konkretna sporočila, na katera včasih niti tvoja intuicija ne bi pomislila, zato ker to ni v tvoji zavesti duše. In torej, intuicija je definitivno dobra, ne, je pač tvoja odprtost za različna sporočila, ki krožijo okoli tebe, ampak nadgradnja, da dobiš pa najboljša sporočila, pa najbolj natančne odgovore, je pa to, da moramo razviti ta dar. Da moramo razviti svoj kanal povezovanja z duhovnim svetom. Marica sprašuje, kako veš, da so angeli prisotni. Se pravi, vse to, kar smo danes govorili, ta občutek, ki te obdaja, ne? Na tak način točno vemo, da so naši angeli prisotni. Veste kaj, sicer pa angeli so vedno prisotni. Vedno so prisotni. Gre samo za to, da smo mi neprisotni v svojem telesu in smo razpršeni z energijo in s pozornostjo in razmišljamo o vsem sortah stvareh in zato mi tega ne čutimo. Tako da vam predlagam, da če bi želeli bolj čutiti angelsko energijo, ne rabite iskati angelov, ampak se rabite samo umiriti. Meditacija, sprehodi v gozdu, tišina, nekje ob vodi, vse te stvari nam pomagajo, da mi bolj začutimo prisotnost angelčkov. Karin sprašuje, kaj pa naš ego? Je to Male razlike v teh stvarih. Zdaj ne bi šla v detajle, ker to je spet dolgo predavanje o tem, ampak dejansko ego in v obeh primerih nam nagajata, zato da ne verjamemo v sporočila duhovnih vodnikov. Zato te 3 znaki, ki sem vam jih danes predala, vam bodo dejansko pomagali prepoznati, kdaj je sporočilo strani angelov in kdaj nam nagaja naš ego oziroma Nina sprašuje, da se kadar se obrne na svojega angela varuha in ga čuti, da ji začnejo teči solze. Zanimajo, zakaj in kaj to pomeni. Dejansko si senzitivna in zaznaš njegovo čisto in lepo energijo. Veliko ljudi, veliko mojih tečajnikov tudi, ko enkrat začnejo kanalizirati, ko jim na tečaju prvič uspe povezati se z angeli, začnejo jokati, zato ker je to toliko lep občutek, ker je to toliko lepa energija in dejansko tudi sama velikrat, ko kanaliziram, začne mi solze teči, zaradi tega, ker začutim to, čist do kosti začutiš to lepo energijo in to v bistvu pomeni, da si čist povezana s to angelsko energijo, in bodi samo hvaležna za to. In uživaj v tem, kako lepo se čutijo tvoji angelčki, Wow, Marica piše, da ko meditira, čuti v trebuhu utripe. To je to. To je ta pretok in čudovita angelska energija, tako da samo uživaj v tem. Isto Nataša pravi, da ko se zahvali angelčkom, da čutim mrevlince po hrbtu. To so vse znamenja, da fizično čutimo, da je angelska prisotnost zraven nas in takrat samo uživajte v tem, kar dobite, uživajte v tem. Angeli nam bodo vedno dali samo najlepše občutke v telo. In ko jih dobite, se samo zahvalite sebi, da ste si jih dovolili čutiti.